Danes so bila omenjena nekatera področja, ki jih ACS, ki letos proslavlja 30. obletnico svojega delovanja, o tem smo govorili na nedavnem andragoškem kolokviju. Skratka, govor je bil o izobraževanju, o kakovosti, tudi svetovanje je bilo omenjeno, ozaveščanje, ampak Estera je omenila, če ste bili pozorni, tudi raziskovanje. To je tisto, kar nam daje še eno večjo strokovno kredibilnost, kar je morda pri nas na centru zaradi omejenih virov, a ne Petra, včasih malce omejeno, vsekakor ima malce pristrižene peruti, ne letimo tako zelo, kot bi želeli, kot bi si tudi vsi mi zaslužili za to, da je naše delo še bolj zasnovano na enih temeljitih premislekih, spoznanjih. Ampak danes gostujemo dve predstavnici univerze tukaj v Ljubljani in univerze na Primorskem. Spregovorili nam bosta tudi doktorici znanja iz Andragoškega centra Petra, Tanja. Zdaj pa k besedi vabim zaslužno profesorico dr. Mirjano Ule. Izvolite, vi nam boste povedali kaj več o izvoru ranljivosti kot taki, kasneje Petra o neformalnem učenju, a ne, in številnih vidikih, ki so bili že malce nakazani. Potem še Tanja o področju, izvolite, kakovosti in nazadnje še dr. Jurka Lepičnik, če se nam bo uspela. Pri njej ena majhna zadrega, ki se lahko zgodi vsakemu od nas, guma poči, pa nas ni tam, kjer bi morali biti. Če bo pravočasno prispela, bo četrta v tem šopku, če ne, bomo imeli odmor in bo uvedla v tisti del, ki sledi odmoru. Izvolite, dr. Mirjana Ule. Pol ure pa me boste malo upozorili, ne, če bom... Bom ustala in takrat je že kar. Dobro. Torej, če se držim tega vašega nasveta, da je treba 3P uporabiti za to, da animiraš publiko, pa moram priznati 10 let, da nisem zapomnila, ampak torej, najprej prosim pozdraviti, pohvaliti, povabiti. Povabiti. Dobro. Torej, najprej seveda prisrčen pozdrav vsem prisotnim, ne bom nobenega izpostavljala, vesela sem, da sem med vami in moram reči, da spremljam pravzaprav delo Andragoškega centra tako ali drugače, sem nekako na vzporedni poti že vseh 30 let. Spomnim se začetkov in spomnim se razvoja, rasti, na nek način so zaposleni tudi moji bivši študentje in študentke, tako da z veseljem se udeležim takih srečanj. Torej, pohvala najprej seveda izvajalcem, izvajalkam projekta. Vem, da je to težko in veliko delo, da se pridobi sredstva, da se izvede, da pride do rezultatov in vesela sem, vedno je lep tak trenutek, ko pride do neke vrste diseminacije rezultatov, torej obelodanjenje, prikaz podatkov in tako dalje. In seveda torej povabilo, da skupaj najprej nekako naredimo nek tak oris teme, ki je danes osrednja tema, namreč povabljena sem bila, da na nek način spregovorim o izvorih in kontekstih socialne ranljivosti. Je to tudi moja vzporedna tema in kot rečeno, z veseljem sem se odzvala. Zdaj, preden začnem, mogoče samo en tak uvid. Moja teza, ki jo bom skozi moje izvajanje predstavlja, je, da je pravzaprav sodobni čas tak, da smo vsi nekako, da je povečana socialna ranljivost splošna značilnost vseh nas. Vsi smo pravzaprav v situaciji, da kdaj pa kdaj zdrknemo. Življenjski potek ni več tak linearen, ni več varen. Sploh ni več varen v tistem obdobju, ki je bil do pred kratkim varen. Ljudje so se, recimo, moja babica je rekla, jaz želim samo, da moj zadnji, torej 8. otrok pride do kruha. To je bil njen cilj. Moji starši so rekli, želimo samo, da pridete do izobrazbe.
To je nekako, se zdi, da je bilo. Danes, kaj želimo? Kaj vse želimo? Ni dovolj izobrazba, do kruha že pridemo, ni dovolj, izobrazba je predpogoj, pa še in še in še. No, in o tem bomo danes spregovorili. To tezo, na nek način, ki sem, torej v socialni ranljivosti, bom predstavila, pravzaprav nekako osrednja tema bo, da je prišlo do silne spremembe življenjskih in posledično, seveda, posledično izobraževalnih potekov. Namreč, če pogledamo, kot piše ta prva teza, nekje do 80-ih, 90-ih let je bil v Evropi tako v javni kot v zasebni sferi dominanten diskurs enakih možnosti in socialne pravičnosti. Evropa je bila pravzaprav nekje tam do 80-ih, 90-ih let na nek način, kako bi rekla, neko področje nekako gradnje socialne države in socialne blaginje. To je bilo nekaj, kar je bil cilj, nekako postavljen cilj po drugi svetovni vojni. No in torej ta diskurs enakih možnosti in socialne pravičnosti je temeljil do dostopnosti do vseh ravni izobraževanja za vse, za kar naj bi poskrbela država. Samo se opravičujem, pozabila sem očala vzeti, to pa je problem. Če hočem malce poškiljati v zapiske, da ne bom samo improvizirala. Torej, smo rekli, ta diskurs socialne pravičnosti in enakih možnosti je temeljil na dostopnosti do vseh ravni izobraževanja. Zakaj mora poskrbeti, smo rekli, družba oziroma država? Ker so imele večina držav socialdemokratske vlade, ki so širile obseg države blaginje ter vlagale veliko denarja v izobraževanje, je res prišlo do dviga izobrazbe predvsem pri družbeno privilegiranih skupinah, recimo ženske. Poznam podatek, ker sem se s tem ukvarjala, sredi 70-ih let, paste, je bilo na terciarni stopnji izobraževanja, torej na univerzitetnem izobraževanju 15% žensk. Danes jih je 60%. Glejte, kakšen razvoj je bil, boom je bil v tem času dosežen. Potem nižji sloji, dostopnost do vseh, ljudje iz ruralnih področij, skratka, poskušalo se je postaviti možnosti za dosego izobrazbe vseh. No, z ideološkimi in ekonomskimi spremembami v 90-ih letih, ko so vlade začele poudarjati načela tržnega liberalizma in privatizacije, se je v tem smislu spremenil tudi diskurs izobraževanja iz enakih možnosti v iz diskurza enakih možnosti v diskurs individualizma. To pravzaprav, začeli smo poudarjati ključno vlogo osebne odgovornosti posameznikov in posamic za naše izobraževalne in karierne dosežke. Torej, in seveda, kaj je bilo posledica? Posledica je bilo, da je na nek način ta skupnostno, generacijsko sledenje izobraževalnih potekov, ta konvoj, da je se spremenil v tekmovanje, ne več sodelovanje, ampak tekmovanje. Torej, to je začelo ustvarjati tekmovalno vzdušje med posamezniki, posameznicami za čim boljše rezultate v izobraževalnem in potem v poklicnem življenju. In seveda to je posledično vplivalo na izobraževanje. Vemo, vi boljše najbrž tudi jaz, kako se je izobraževanje, kako so se cilji orientacije spremenili. Točke, doseganje točk, napredovanje glede na točke in točke so pravzaprav bile predvsem rezultat uspehov v srednjem izobraževanju,
Pozabljali se je pa na tako imenovane mehke sestavine teh tako imenovanih identitetnih kapitalov, kot so razvoj čustvene stabilnosti, občutljivosti, socialnih veščin, empatija, sposobnost za oživljanje v druge, kritično razmišljanje, moralna presoja in tako dalje. In seveda takšni diskurzi, tekmovalnost, uspeh, točke in tako dalje, so ustrezali težnjam po liberalizaciji trga dela. Zlasti diskurs individualnosti sovpada z vedno večjo delitvijo na uspešne in neuspešne, na zmagovalce in poražence izobraževalnih in življenjskih potekov in prehodov. Ob tem se je pa seveda zanemarjali sistemska tveganja za izobraževanje in poklicne neuspehe tistih, ki ne morejo slediti temu diskurzu individualnosti in odgovornosti družbe ali države za to. Zdelo se je, kot da je vsak sam odgovoren za svoj življenjski potek. Vsak je sam svoje sreče kovač. To je postala nova mantra. Včasih je bilo vsi za enega, eden za vse, danes vsak sam je svoje sreče kovač. Tudi to vemo, v času od leta, tam nekje po letu 2000, se je v gospodarstvu in tehnologiji začela digitalna revolucija, ki je spodbudila družbene spremembe v smeri družbe znanja. Izobraževalne politike po vsej Evropi so hitro sprejele za svojega ta diskurs znanja. Diskurs o znanju pa temelji na izhodiščni tezi, da izobraževanje ni več le meritokratski princip za pridobitev statusa, torej izobraževanje je nujno, ne pa več zadostni pogoj za vstop v kariero, ampak odloča o vključitvi ali izključitvi iz družbe. Brez izobraževanja nisi nič, z izobraževanjem pa si nekaj, kaj pa se bo pa še pokazalo. Torej pomeni izobraževanje, ki omogoča, lahko pa seveda tudi ne, lahko pa na sredi poti padeš ven. Zato bom vse skozi trdila, da smo socialno ranljivi na nek način vsi v svojem življenjskem poteku. Izobraževanje tudi ni več omejeno samo na določeno življenjsko obdobje, ampak je pomembno v vsem življenjskem procesu. Zato se je vzporedno s diskurzom družbe znanja pojavil tudi diskurs vseživljenjskega učenja. Torej potreba po pridobivanju znanja ni več zaključena na koncu pridobitve spričevala, diplome in tako dalje, ampak se mora odvijati celo življenje, če ne, spet lahko izpadeš. Recimo, jaz govorim tudi na osnovi svojih raziskovalnih oziroma naših raziskovalnih projektov, ki smo jih izvajali, ki so bili vezani na evropske projekte in torej ne bom veliko o tem govorila, ampak se bom včasih mogoče malo sklicevala nanje, predvsem na kvalitativne podatke, intervjuje, ki smo jih delali z različnimi akterji izobraževalnega poteka. Recimo, poglejte, ta teza, da je vsak sam odgovoren za svoje življenje, kako so jo ponotranili učenci in tudi starši. Pravi učenka, vse je odvisno od posamezne osebe, namreč učenec je tisti, ki je odgovoren za lastno prihodnost. Ali dobro, je pa vsem tvoja krivda. Če si izbral šolo in se ne moreš vpisati, ker imaš premalo točk, bi moral to vedeti prej in bolj delati, da bi dobil dovolj točk. Skratka, to je nekako ta osrednja, nekako ponotranjena teza, ki jo poudarjajo že učenci. Verjamejo, da je šolski uspeh posledica posameznega napora in pri tem se seveda spregledajo vsi drugi dejavniki. Kot pravi nek oče, starš, če hoče nekdo uspeti, mora biti v prvi vrsti odgovoren, mora biti motiviran za uspeh. Če nima volje do učenja, nihče ne more narediti nič namesto njega. Največ, kar lahko naredi, je, da si sam pomaga. On sam je odgovoren. Lahko bi rekli, seveda je to res, ampak, a je res, lahko si vsak sam pomaga, a je res, da ima dovolj resursov, da si vsak sam pomaga,
No, skratka, tisto, kar se je zdelo tam nekje v 80-ih letih kot obet, začeli smo govoriti o globalizaciji in individualizaciji kot velikem obetu. Globalizacija nam bo razširila mobilnost, možnosti, individualizacija nam bo pravzaprav prekinila s tistimi vezmi, ki so nas še vezale, spolne, socialne, da bomo pravzaprav lahko izbirali vse, kar bomo želeli. Torej, zdelo se je najprej, da je individualizacija proces, ki pomeni osvobajanje od tradicionalnih odvisnosti in pomeni večanje svobode izbir in odločitev. Kmalu se je pa pokazalo, da je pravzaprav individualizacija protisloven proces, ki nosi v sebi tako možnosti in priložnosti, kot odvisnosti, ki so lahko še hujše, kot so bile prej. Odvisnosti, ki so na eni strani prikrite, mehke, nevidne, recimo nevidne zahteve trga, nevidne zahteve dela, znanja, identitet, kjer naj bi se izkazali kot sposobni igralci, pa pravzaprav velikokrat ne vemo, kakšna so pravila igre. Torej, zato nekako govorimo o tem, se je kmalu izkazalo in danes je že jasno, da je individualizacija ne pomeni nujno naraščanje posameznikove svobodne izbire, saj ne vseh, ali pa manjšine, predvsem tiste, ki imajo vsestransko podporo, ker ni dovolj samo, da izbiraš, ampak da imaš med čim izbirati. Ampak predvsem spremembo načina družbenega nadzora. Če je bil nadzor včasih trden, moraš, se je zdaj spremenil v ja, lahko, če hočeš. Ali recimo starši rečejo, ti, kot so nam tudi povedali učenci starši, vse je odvisno od tebe, ti se odločaš, ampak vedno je nekje en tak, ampak prikrit ali odkrit. Torej je pravzaprav individualizacija neke vrste prikrita prisila, ki nas spodbuja k produkciji, samooblikovanju, samoinsceniranju svoje lastne biografije. Nenehno si moramo postavljati cilje, moramo improvizirati, moramo prepoznavati ovire, moramo prenašati poraze in poskušati nove začetke. In to celo življenje. Namreč življenjski potek, kot bomo še naprej videli, se je močno spremenil. Zdelo se je, da so vse turbulence, pravzaprav so bile včasih, kako bi rekla, so bile značilne za otroštvo in mladost, predvsem za mladost. Se je zdelo, da so turbulence, potem pa diplomiraš, se poročiš, rodiš otroke, dobiš službo za nedoločen čas in si varen do konca življenja. Danes pa, je pa samo potem pa, do naslednjega koraka, do naslednje izgube službe, propada firme, odvečnosti in tako dalje, če gremo, do nesporazumov v privatnem življenju in tako dalje. No in namreč, predvsem je dejstvo to, da z možnostmi, nevarnostmi, negotovostmi, ki so jih prej blažile ali pa bile regulirane v okviru stanovskih pravil ali pa razrednih pravil, ali pa lokalnih skupnosti, sosedstev, moramo danes upravljati sami. Pričemer smo zaradi visoke kompleksnosti odločitev komaj sposobni nujnih odločitev. Zaradi vse večje raznolikosti življenjskih izkušenj tudi slabijo socialne vezi. Kot smo rekli, mi ne vstopamo več kot generacija iz, mladosti v odraslost. Mi vstopamo posamično. In zato tudi ne moramo pravzaprav generacijsko nekako se opremiti, si pomagati, postavljati zahteve.
ampak posamično gremo, kot pravijo avtorji, sprememb življenjskih potekov muddling through, se nekako izvijamo. Ne? No, in vse to vodi nekako do tega, da smo vse bolj preobremenjeni z družbenimi konflikti in nasprotji, ki se vse bolj lomijo neposredno na naših plečih, ne? Individualnih, posameznih plečih, brez socialnih odbijačev, kakršni so bili prej v obdobjih klasične modernizacije umestne institucije, kot smo rekli, kot so vrstniki, razredna zavest, sosedstvo, tradicija, ritual in tako dalje. Ne? Predvsem recimo je to problematično za mladost, otroštvo in mladost. Namreč, mladost so oblikovale 3 socializacijske institucije. Družina, šola in vrstniki kot umestna institucija, ki je blažila med instrumentalno usmerjeno šolsko socializacijo in med emocionalno usmerjeno družinsko socializacijo. In če so v teh dveh okoljih kdaj odpovedali, si se lahko pravzaprav naslonil na vrstniki. So bili vrstniki nekako pomožna institucija, ki je omogočala potem lažje prehode, lažji življenjski potek. Blažila je, pravzaprav bila neka tamponska cona, pomenila je socializacijo v lastni režimi. Ne? No, in zato seveda zaradi zmanjšanja vrstniške podpore namesto te se povečuje tekmovalnost, odsotnost solidarnosti in tako dalje. In zato zaradi zmanjšanih teh mehkih sestavin, recimo teh solidarnosti, skupnosti, se pravzaprav tudi zmanjšuje in zaradi zmanjševanja pomena mehkih sestavin se pravzaprav povečuje socialna ranljivost. Socialna ranljivost pomeni pravzaprav stopnjevanje in kopičenje nerešenih problemov, ki zmanjšuje obrambne sposobnosti za uspešno soočenje in predelavo teh težav. Socialna ranljivost pomeni, da se več ne ukvarjamo z problemi, ampak se ukvarjamo z psihosocialnimi posledicami problemov. Razumete, kako se zviti skozi te probleme. No, in seveda, take posledice te socialne ranljivosti, ki je torej vsesplošna nevarnost, ne rečem prisotnost, ampak nevarnost za vse, ima dolgoročne posledice tako za posameznike in posameznice, kot za družbo kot celoto. No, govorili smo že o tem, da je življenjski potek se spremenil, včasih je bil standardiziran, reguliran, danes je individualen, vidim, da moram malo pohiteti, fleksibilen, odvisen od človekove osebne spretnosti in sposobnosti, in zato je pravzaprav ta občutek socialne prikrajšanosti tudi povezan z normami pravičnosti. Zaradi tega, ker zaradi pravzaprav vseh teh problemov, s katerimi se soočamo, imamo občutek, da je družba nepravična. In ker se zdi, da je družba nepravična, smo izgubili zaupanje vanjo. Namreč ta izguba zaupanja je temeljno občutje, to kaže tudi naše vse javnomnenjske podatki, predvsem v Sloveniji, izguba zaupanja v institucije in izguba temeljnega zaupanja. Izguba tako imenovanega generaliziranega zaupanja, zaupanja v bože kako, a razumete, v življenje. In ta izguba zaupanja v življenje, bože kako, je pa seveda zelo razparajoča. Ta povzroča socialno ranljivost. Tisto, pravzaprav na nek način se zdi, da zaupamo še samo v svoj lasten mikrosvet. Namreč, recimo, to, kar zaupamo, je najbližjim osebam, predvsem družini. Mi smo tam nekje po letu 2000 znali v naših raziskavah mladine, da je edina in najbolj zaupanja vredna oseba mati.
oziroma starši ne zaupajo nikomur drugemu, bolj kot najboljši prijatelj. Najboljši prijatelj je prijatelj za zabavo, za preživljanje prostega časa. Ne? Ko imam pa probleme, je pa tu mati in oče. No, in zaradi tega je ta teza, da se družbena neenakost iz medrazredne premika tudi k znotraj razredni diferenciaciji. Namreč, ko sem tako zelo odvisna od pomoči družine, od zaupanja vanjo, potem je tako pravzaprav ključno, problematično, če ta družina odpove. In seveda so družine, ki odpovejo. Prvič, vse družine ne morejo biti tako podporne, recimo podporne že zaradi manjko objektivnih kazalcev, recimo izobrazbenih kapitalov in tako dalje. Ne morejo biti podporne tudi zaradi odsotnosti psihosocialne. Starši so obremenjeni in ker so starši obremenjeni, potem ne morejo biti podporni do otrok. In seveda, bolj podporni starši spodbujajo dobro počutje otrok, bolj podporni starši učinkoviteje sodelujejo s šolo in seveda to prikrito sankcionira tiste starše in posledično tiste otroke, ki ne zmorejo in ne znajo ustvariti podporne družinske klime. Ker smo pa v času individualizacije, pa si spet ti starši nalagajo krivdo za svojo nemoč, za svojo nepodpornost na sebe, ne na družbo, ki jim onemogoča, ki jih je pustila iz službe, ker imajo nizke dohodke, ker nimajo dovolj recimo izobrazbenega kapitala, da bi tako ustrezno pomagali recimo otrokom kot tisti starši srednjih in višjih slojev. To seveda ne pomeni, da so razredne razlike manj pomembne. To samo pomeni, da te intrarazredne, znotraj razredne razlike dodatno krepijo diferenciacijo mladih. No in seveda lahko se zdaj sprašujemo, kdo so torej poraženci izobraževalnega poteka. Spet se naslonim na odgovore naših intervjujencev, recimo socialna delavka pravi, to so otroci, ki imajo izkušnjo neuspeha, ki je več ali manj dolgotrajna, ki so izoblikovali tak luzerski samogovor, ki so se iz strahu pred neuspehom lotili tako, da se pravzaprav umikajo ali pa upirajo. In to je tipično, v tej povedi je pravzaprav povedano vse. Ali pa to naprej, druga socialna delavka. To, kar ugotavljamo je, da se pojavljajo že tretja generacija iste družine, da je vsaka generacija slabša, tako finančno, predvsem socialno, so vedno bolj ogroženi. No, dodala je še naslednji argument. No, in tretja svetovalka, sem opazila take otroke, ki imajo bolj slabo samopodobo in ki so na meji anoreksije in ki imajo blazno negativno podporo staršev. To je to. No in končno, kdo so poraženci izobraževalnega poteka, ko smo, zdaj moramo biti kratki, tudi smo delali analize, no in smo ugotovili, učenci zapustijo šolo ali pa ne morejo v šoli, predvsem zaradi tega, ker jih v šoli ne marajo. In šele potem oni šole ne marajo. Skratka, najprej se pojavi ta izključitev, psihološka, psihosocialna izključitev iz razredne skupnosti in tako naprej, stalni neuspeh in tako naprej. In seveda, kaj na koncu? Izpad iz šolskega sistema. Izpad iz šolskega sistema se moramo zavedati, da je dramatičen tako za posameznike in posameznike kot za družbo. Prinaša seboj velike psihološke, socialne, zdravstvene in ekonomske posledice ne samo za posameznike, ampak za družbo. Zato nekateri celo govorijo o tem, da so socialno izključeni, zdaj govorim pa o socialno izključenih, to se pravi ne o populaciji socialno ranljivih, v katero spadamo tako rekoč skoraj vsi, ampak socialno izključeni tisti. Nekateri govorijo o tem, ker se sodobna družba tako zelo deli na zmagovalce in poražence, da so socialno izključeni mladi pravzaprav neke vrste podrazred, imajo neke skupne značilnosti in se oblikujejo kot neke vrste
kako bi rekla, lumpen proletariat v klasičnem smislu. Namreč, bi rekla, torej, se socializirajo v socialno deprivilegiranem in prikrajšanem okolju, so socialno-ekonomsko marginalizirani oziroma otroci marginaliziranih staršev in se pravzaprav socializirajo skozi, v celotnem svojem otroštvu skozi izkušnjo marginalizacije in prikrajšanosti. In seveda posledično izkušnjo osebne samozavesti in kolektivno izkušnjo morebiti kolektivne samozavesti, ki je bila tradicionalna, ki je bila značilna za tradicionalni delavski razred. Zato drugi pravijo, da je to pravzaprav vprašanje, ali lahko rečemo, ali lahko govorimo o podrazredu, ker ne gre za neko kolektivno izkušnjo. Če rečemo podrazred, mi smo za kolektivno izkušnjo. Za te socialno izključene pa ni značilna nobena kolektivna izkušnja, namreč razlogi so sicer nekaj skupnih značilnosti, ampak so preveč raznoliki, da bi jih razumeli lahko samo v okviru teorije o podrazredu. Zato je pravzaprav to neke vrste metafora. Metafora za težave in probleme, ki jih imajo socialno ogroženi posamezniki in posamice skozi življenjski potek. Je pa torej je pa problem, da je ta na nek način izkušnja marginalizacije lahko pravzaprav pomeni tudi nevarnost, da ta marginalizacija pomeni normalizacija razlik, če hočem reči, normalizacije teh delitev na zmagovalce in poražence, nevarnost normalizacije socialnega izključevanja. Pol pa bomo pravzaprav nekako tole preskočili in bomo šli na tele samo zadnje, na hitro. Torej, ampak glede na to, torej, socialno izključeni so marginalizirani in stigmatizirani. Ampak, ker smo rekli, da smo vsi ranljivi, se vsi lahko pravzaprav znajdemo v vlogi drugačnega in drugega. Pridemo, saj veste, poznamo zgodbe iz pravzaprav medijev, iz vsakdanjega življenja, kako pravzaprav urejene družine padajo in tako naprej. Zaradi tega, ker se pravzaprav zavestno ali nezavedno zavedamo, da lahko pravzaprav pademo v tisto drugo skupino, zato svoje strahove in bojazni še toliko bolj projiciramo v druge in drugačne. No, in tu je pravzaprav odgovor na vprašanje, zakaj tisti, ki so na robu marginalizacije, še bolj pravzaprav izključujejo tiste druge. Zato pravzaprav preseganje stigmatizacije ne pomeni samo biti toleranten do drugih, ampak sprejeti tudi lastno možno drugačnost, razširiti možnosti sobivanja s tujstvom v sebi, razširiti polje izkušenj in delovanja, meje bivanja. Na nas je, da postanemo empatični, ne na tistih, ki ne morejo skoraj nič dihati. No in seveda vse to, to je tema, do katere bi pravzaprav šele morala priti, torej vse to privede do tega, da smo prišli do nove vloge odraslosti. Namreč samo na hitro tezo. Zdi se, čeprav smo zdaj govorili o turbulentnosti mladosti, pa vendarle je mladost do neke mere zavarovana. Do konca študija se učimo in smo v izobraževalnem procesu. Potem pa se začenjajo odgovornosti in odločitve. Ali naj si ustvarim družino ali ne, kje naj se zaposlim, ali dobim zaposlitev, kje naj živim, kako naj živim. Potem, a bom obdržal zaposlitev, a bom obdržala partnerja in tako dalje. Skratka, pravijo raziskave o tem, da mladost sploh ni več formativno obdobje, zato ker je tako zavarovano, vsaj tisto, ki je, ali pa izključeno. Pravo formativno identitetno delo se začenja v zgodnji odraslosti. Zato je odraslost
postala pravzaprav težavnejša. Ni več tisto zavarovano obdobje, ko se nič več ne zgodi in potem morajo nekateri dobiti krizo srednjih let, da se jim sploh kaj dogaja. Danes se nam toliko dogaja, da ni treba nobene še dodatne krize si izmisliti. In pravzaprav odraslost pomeni danes reprezentacijo tega, kako upravljamo z možnostmi in negotovostmi sodobnega sveta. Saj sem pravzaprav prišla, No, in za odgovorno odraslost potrebujemo tako uveljavljanje lastne individualnosti, kot sposobnost za skupnostno delo. Ne pozabimo tega. Ne samo za sebe. Če ne bomo skrbeli drug za drugega, potem smo vsi na čistini, potem smo vsi socialno ranljivi. Tako skrb za sebe, kot moralno odgovornost za skupnost. Hvala. Mi bi vas še poslušali, pa še kako radi, zato ker ste osvetlili in bi še naprej lahko osvetlili, poglobili, ne vem, kaj naj povem, skratka širili naše obzorje, prav tam, kjer nam manjka, zaradi tega vsakodnevnega hitenja, vsakodnevnega dela, da včasih že pozabimo, zakaj že, kaj so že razlogi. In vi ste nam pomagali odstreti en delček in mi bi še, tako da že razmišljam, kaj bi naredili, a bi vas posneli za vse tisto, za kar je umanjkalo časa. Žal, lepa hvala in resnično nam je žal, da smo morali prekiniti, ampak tukaj sta še naslednji dve govorki, vsaj dve, če ne tri,